Zdravo, moje ime je Pija Kapitanović, sem avtorica podcasta Na robu, kjer z zanimivimi sogovorniki odpiram teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Danes o tem, kako je prostitucija postala mainstream. Z menoj je Živa Gornik, študentka antropologije, ki se ukvarja z seksualnostjo. Živa, povej, izraz prostitucija, je to danes še politično korektno? Mislim, zelo težko govorimo o neki politični korektnosti. Bolj bi jaz rekla to, da prostitucija, do nedavnega, nekih 20, 30, 40 let nazaj, je bila glavni izraz za vse oblike seksualnega dela. Danes je pa to v bistvu ena izmed oblik seksualnega dela, zato ker bolj mi govorimo nekako o seksualnem delu kot takem, ne toliko v bistvu samo o prostituciji, ki ne bi bila samo ena izmed oblik, torej tista oblika, kjer greš ti stranko za določen čas, za določeno vsoto in izvajaš nek seks, v smislu oralni, vaginalni, analni seks. Tako da politična korektnost, to je ful težko določiti, ali nekaj je, ali nekaj ni politično korektno. Nekateri še zmeraj uporabljajo izraz prostitutke, oziroma prostituti, oziroma prostitucija in general, ampak večina se veliko raje zdaj dotika izraza seksualno delo, oziroma nekateri že vstopajo, da je to komercialna seksualnost. Torej, da niti ni več izključno seksualno delo, ampak pač oblika komercialne seksualnosti. V svojem zaključnem delu si intervjuvala ducat deklet, ki se s tem ukvarjajo. Kaj si ugotovila? Jaz sem v bistvu sem imela dve zaključni deli. Skupaj sem intervjuvala 66 ljudi. Zdaj, pri enem delu je bilo 26 punc, študentk, pri drugem je bilo pa 40 oseb, ki se ukvarjajo s seksualnim delom iz različnih oblik spola. Kaj sem ugotovila je to, da mi velikokrat v družbi ful drugače dojemamo seksualno delo, kakor v bistvu dejansko je, ne. Mi to vidimo kot neke osebe, ki so ali na robu družbe, umazane, velikokrat odvisne od alkohola, tako je, ki so del trgovine z ljudmi. Ja, to so še zmeraj lahko nekateri ljudje, ampak niso pa vsi. In v bistvu, kaj je meni to odprlo, je to, da moraš v bistvu res vsako osebo, s katero govoriš, ki se ukvarja z neke vrste seksualnim delom, v bistvu posebej obravnavati, zato ker imajo različne vidike, zakaj so se začeli ukvarjati s seksualnim delom. In v bistvu to, pa tudi, da predvsem mlajše generacije, torej tisti mladi, ki vstopajo v seksualno delo, so veliko bolj odprti do seksualnega dela, torej tudi do izražanja svoje seksualnosti, kar bi pa v bistvu jaz osebno najraje povezala kar z digitalizacijo, tudi s tem, da je vedno več informacij nam na voljo, predvsem zaradi spleta, zaradi digitalnih medijev, družabnih omrežij, ker ti danes lahko v parih klikih priješ do neke informacije, a ne. In nasploh smo obdani z seksualnostjo, Ja, spodobami. filmi, časopisi, revije, reklame, recimo, če gledamo reklame za spodnje perilo po Ljubljani, se velikokrat voziš čez Ljubljano, so ženske tudi zelo slečene, a ne, in v nekaterih vidikih bi lahko že to veljalo za neko obliko pornografije oziroma erotičnih V slik, a ne. 90-ih je verjetno bila to pornografija. Ja, oziroma, če greva še 100 let prej, recimo za vojake, ne 100 let, mogoče malo manj, ampak že v času vojne, a ne, so ljudje nosili v bistvu slike žensk, ki so bile v bistvu v spodnjem perilu, pa je to veljalo za neko erotiko, za nek porno, ne. In je v bistvu samo ta percepcija, da je danes več, kar razkažeš, lažje prideš zraven. Pa mogoče lahko zaradi tega govorimo o neki nasičenosti s tem, da imamo vsega, danes je vse dostopno. Je tega preprosto preveč? To jaz ne vem, a je tega preveč ali ne, dejstvo pa je, da je lahko dostopno. In tukaj bolj kakor to, ali je to preveč ali ne, lahko govorimo o tem, kako lahko je priti do nekih takih stvari in kaj je sprejemljivo v naši družbi. Torej, zdaj, a je to v redu ali ni, tako sodi vsaka družba, kultura, politika, vsak posameznik posebej, a ne. To v bistvu je zelo težko rečem za nekoga drugega, ker imam jaz verjetno čisto drugačne poglede na to, kakor nekdo drug. Dejstvo pa je, da je dostopno, a ne, dostopno pa je. Torej, tvoje delo je pokazalo, da se dekleta ne samo iz roba družbe odločajo za tak poklic oziroma za služenje denarja na ta način, ampak tudi dekleta, ki nimajo težav v družini, ki niso odvisne od alkohola, ki si to izberejo res, kot si nekatera druga izbere nek drug poklic. Kaj pravijo ta dekleta, zakaj, kaj so njihovi motivi, lastnosti, neki karakterji?
V bistvu en del, kar sem jaz raziskovala, so bile prav študentke seksualne delavke, torej tukaj govorimo prav posebni demografski skupini, torej študentsko seksualno delo. In predvsem pri njih, zdaj moja raziskava je trajala nekaj časa, ampak se je začela glih po covidu, torej po letu 2020, je to, da predvsem veliko jih je začelo zaradi covida, torej ker veliko študentskih del takrat ni bilo na voljo, vsi smo obstali doma. Druga zadeva je ta, da študentsko delo v Sloveniji je osnovna neka minimalna postavka je okoli 5,89 €, neka taka. Torej, veliko ljudi ugotavlja, da je veliko lažje, če se slečejo, pa dobijo denar, kakor pa, če bi delali, 100 ur, pa dobili od tega 589 €. Ampak to, kaj oni ugotavljajo, pa to, zakaj se odločijo, so spet njihove samostojne odločitve. Mogoče bi s tem tudi to povezala, da danes predvsem mladi, zdaj, če tukaj govorim jaz o tej konceptu mladih, torej teh študentske populacije, je to, da v bistvu so veliko bolj liberalni do odnosa do svojega telesa, veliko bolj imajo ta odprt odnos do seksualnosti, tudi do teh vsebin in veliko manj gledajo na telo, kakor na nekaj zasebnega, nekaj skritega, nekaj mogoče namenjenega samo svojemu partnerju. In verjetno pač je to tudi neka posledica digitalizacije socialnih medijev, da je pač prišlo do tega preskoka pri odnosu do telesa. In nenazadnje, ne gre samo za prostitucijo, digitalizacija je pač prenesla tudi druge oblike, kjer v bistvu ni potreben fizičen stik za to, da dobiš v zameno za svojo razdajanje, za svojo seksualnost neko plačilo. Katere oblike še poznamo? Mislim, ja, definitivno, poleg recimo spletna pornografija v smislu, pojavile so se platforme, kakor je OnlyFans, torej platforme, na katerih ti lahko objavljaš svojo vsebino oziroma klepetaš v zameno za denar, ki je pa lahko ali na mesečni ravni ali pa pač po vsebini. Torej recimo ti narediš neko sliko, neko video vsebino in ti za to plačaš, pač kakor je samo za to vsebino, ali pa na drugi strani lahko si privoščiš mesečno naročnino na pač nekega ustvarjalca, ker ponovadi tudi na OnlyFansu temu rečemo, ne rečemo ravno seksualni delavci, ampak se bolj govori o ustvarjalcih vsebin, oziroma velikokrat se uporablja tudi izraz ustvarjalci vsebin za odrasle. To recimo to je ena izmed takih oblik. Ok, poznamo že itak od prej. Seks pred kamero. Seks pred kamero, ja, video seks, oziroma poznanje tudi telefonski seks, Torej, je to še aktualno? V bistvu preko spleta, ja, mogoče malo drugače, kot so bile takrat. Takrat so bile, da si ti poklical, je bilo nekemu oglasniku številka in si ti poklical in plačal po minuti. Danes je pa tako, da pač ti narediš preko spleta klica, torej preko nekega vmesnika, kot so, lahko tudi Zoomi, Messengeri, Skype, če sploh še obstaja, Discordi, skratka preko takih platform. To pol pa še pač na splošno klasične fotografije in slike, torej kreiranje nekega kontenta, ki ga ne nujno kupuješ na nekih OnlyFans platformah, ampak pač ga kupuješ tako. Ampak OnlyFans ni bil v začetku namenjen nekim erotičnim vsebinam seksualnosti. Ne, v bistvu to je ful zanimiv. OnlyFans, pač kakor ta tvoj fan, tvoj oboževalec, je bil v osnovi, je bila neka ideja, da bi bilo to namenjeno vsem, ki imajo neka družabna omrežja. Vplivnežem, ja, recimo kuharji, neki trenerji, športniki, zvezdniki, neke take osebe, ki lahko delijo neke svoje inštrukcije, kako nekaj narediti. V zameno za denar, ne v zameno za denar. Na Instagramu, ko v bistvu delaš, objavljaš zastonj. Ja. In v bistvu, kaj je bila pa fora, da OnlyFans ima zelo taka ohlapna pravila. In ta ohlapna pravila omogočajo, da ti v bistvu uploadaš, torej nalagaš vsebino, ki ima erotično oziroma seksualno naravo. In zato je v bistvu postal tudi popularen, ker je omogočil to vsebino, ker na Instagramu, če gledamo, tudi Twitter se mi zdi, da je zdaj začel vedno več banati, torej vse erotične vsebine v osnovi se zelo omejuje. Na Facebooku tudi ne smeš, meni se zdi, nič več objaviti. Nobenih prsi ali ričnic. Ja, zato ker je pač že takoj sporno in gre against policy. Število uporabnikov OnlyFansa verjetno raste, tako kot tudi ustvarjalcev. Kakšne so pa kaj zaslužke? Zaslužki so ful različni, zato ker se moramo zavedati, da je treba gledati najprej po državah. Pol druga zadeva pa tudi glede na to, koliko je neka oseba znana. Dejstvo je, da če si ti nek zvezdnik, to je recimo v Ameriki zelo dobro vidno, ki je poznan že tako v svoji okolici in bo šel na OnlyFans in se to pripravljen javno skomunicirati in ima že prej neko bazo sledilcev,
boš veliko več zaslužil, kakor pa nekdo, ki pač to začne delati iz nič. Mogoče prva taka zadeva pri zaslužkih je najprej to, da OnlyFans ti vzame 20% od tvojega zaslužka. Ne glede na to, gre za enkratno plačilo ali gre za mesečno naročnino, vzamejo ti 20%. Zdaj pa, če govorimo o nekih konkretnih zaslužkih, se mi zdi, da svetovno je okoli 200 ali 300 dolarjev na mesec, povprečno. S tem, da je preko milijon oseb, ki že uploadajo vsebine, pa preko 50 milijonov uporabnikov, se mi zdi. Tako, skratka, ta platforma se nerealno širi. In zdaj, če mi upoštevamo, da je 1 milijon ljudi, ki že objavljajo vsebine gor, verjetno jih je še več, po mojem zdaj, trenutno številka večja. To se tako iz dneva v dan spreminja. Se moramo mi zavedati, da ne more biti vseh teh 1 milijon isto uspešnih. In uspešnih je top 1% tega in še ti smo v top 1%, so tudi med prvo osebo in zadnjo osebno različne. Recimo kateri so pa največji zaslužkarji? V Ameriki te zvezdniki zaslužijo po par milijonov na mesec. Dober primer je bil tiste punce, ko je bila stara 18, Bad Baby se mi zdi, ki je prvi dan, ko je naredila si OnlyFans, ko je bila stara 18, zaslužila preko $1 milijon, tako v parih urah. To je bil recimo tak dober primer. Koliko hitro lahko v bistvu tam zaslužiš denar. Pa recimo v Sloveniji, če se vrnemo na Slovenijo, je pa vse torej, od nič zaslužka, ker šele začenjaš, pa tudi 10, 20, 30 jurjev pač lahko govorimo. Dejstvo je predvsem o tem, da če ti delaš samo za slovensko klientelo ali pa delaš recimo za tujino, je tudi spet drugače. Ker za slovensko pomeni, da ti v osnovi komuniciraš s svojimi uporabniki, sledilci v slovenščini. Tudi v slovenščini je ta baza vse malo manjša, kot pa če ti delaš za tujino. Je pa v tujini toliko težje uspeti, ker je pač spet so drugi faktorji. Kaj pa je ta dodana vrednost? Recimo pornografija je brezplačna lahko, tukaj pa treba plačati. Zakaj bi nek uporabnik tukaj plačal, če lahko dobi pornografsko vsebino brezplačno? Ja, to je to večno vprašanje v bistvu in predvsem zato, ker tam je vsebina, ki ne moreš nikjer dobiti. In sicer, ne bi bila tam vsebina, kjer je nikjer ne moreš dobiti, mogoče če tako rečem. In sicer zakaj? Ker OnlyFans ima narejen tako, da ti ne moreš ravno tega screenshotati oziroma snemati. Ja, so še zmeraj načini, da ti to posnamaš, ne vem, uporabiš drug telefon in snemaš nek video, karkoli, ampak v osnovi se vse preganja. Tudi oni imajo pač narejen, da karkoli se reproducira, se gre lahko tudi v tožbo in se to da dol z interneta. In zato v osnovi ful težko najdemo neke videoposnetke za OnlyFansa. In kaj s tem naredi, še zmeraj se najdejo, da smo se na jasnem, ampak teže, kakor vsi ostali, ker to hitro lahko gre dol, ker je to ta prednost OnlyFansa napram ostalim. Prav nudi neko zaščito zasebnosti. Ja, točno to, nudi zaščito in tudi ljudje v bistvu velikrat, vse osebe, ki se ukvarjajo z OnlyFans platformo, imajo velikrat tako narejen, recimo, če ima nek Instagram profil, tam v bistvu ti moraš tako poslikati full vsebine, ti moraš, ne vem, narediti 300-400 fotk, ne vem, se mogoče pretiravam, lahko jih tudi manj. In od tega moraš zbrati par fotk, ki ne razkrivajo, ampak še zmeraj vabijo, da jih daš recimo na Instagram, da s njimi povabiš ljudi, da pridejo na tvoj OnlyFans, ker bojo pa kupili te razkrite verzije. In je v bistvu ful dela s tem. Torej, kako ti sploh privabiš človeka, da ti bo začel slediti na OnlyFansu. Jaz sem pred časom govorila z eno punco, ki se je ukvarjala z kreiranjem vsebin za OnlyFans, pa mi je zelo tako ostalo v spominu, ki je rekla, da preprosto ni mogla biti vsak dan v tednu, ko so pač stranke želele, da bi jim bila na razpolago za kakšne privatne pogovore, snemanja v tej svoji seksualni energiji in da je zato s tem nehala. Pa me zanima, kaj pa tudi tvoji intervjuji kažejo pri tem poklicu, kako oni premagujejo to, se pravi ta način, da so vedno na razpolago, da so vedno v tej energiji, da zadovoljujejo druge. Ja, to je tudi en ključna zadeva, recimo, če smo prej govorili, recimo, da dava primer klasične prostitucije, si ti šel delati in si imel recimo, da nek urnik, še zmer si sprejemal kadarkoli stranke, ampak si imel recimo toliko pa toliko oseb na dan. Pri OnlyFansu oziroma digitalizaciji se pa ta meja ful uniči, zato ker si ti vedno na voljo, si na drugem koncu telefona in si lahko vedno prisoten. In pričakovanje, in tudi pričakovanje je, da si vedno tam za uporabnika, ker uporabnika za tvojega sledilca, zato ker če ga zgubiš, ga lahko nekomu drugemu. In sledilci itak hočejo veliko pozornosti
pozornosti. Zdaj, ena izmed zadev, kako so moje sogovornice so govorile predvsem o tem, da so si naredile nek načrt. Torej, nek tedenski plan, kdaj pa kdaj delajo in kdaj ne delajo. S tem, da so si velikokrat že vnaprej pripravljali vsebine, ki so jih gor dajale, s tem pač vezano na to pa, da v bistvu pogovore so izvajale pa samo določene dni. To je bilo predvsem neka taka ključna zadeva, torej veliko načrtovanja. Veliko načrtovanja ali pa predvsem veliko odklopa. Je pa tako, da nekatere so že razmišljali, da bi si umislile svoje asistentke, torej neke osebe, kakor ne vem, v tujini poznamo, mislim, social media manager, social media assistant, da bi pomagali pri nalaganju vsebin oziroma vsaj v njih osnovnih delih, kar se tiče Instagrama ali pa, ne vem, Facebooka ali pa Twitterja, odvisno pač na katerih platformah se oglašuješ. Torej je to v Sloveniji toliko razvito, da nekatere osebe služijo od tega? Od OnlyFansa? Ja. Ja. Tudi v Sloveniji. Se tudi v medijih vidi, ker nekatere osebe se tudi javno izražajo. Mislim, kako živijo, pa koliko je to zdaj dovolj, je spet percepcija posameznika, ker vsak posameznik različno, da ima koliko denarja rabi, oziroma koliko denarja dejansko potrebuje, da preživi čez mesec. Zdaj, tukaj govorimo o nekem osnovnem denarju, da ti preživiš, torej, da imaš plačne račune, se prehranjuješ, ali tukaj govorimo tudi, ne vem, neka osnova kot presežek, ker si želiš kupiti druge stvari, imeti druge pogoje pa to. Ampak ja, so osebe, ki se lahko s tem preživljajo oziroma se s tem preživljajo in se tudi v bodočnosti bojo s tem preživljale. Ena od deklet, ki si jih ti intervjuvala, jaz pa sem to prebrala, je zanimivo rekla, da se ji to njeno delo na OnlyFansu ne zdi prostitucija oziroma pač niti seksualno delo. Kako gledaš ti kot raziskovalka oziroma kako raziskovalci gledate na to nasprotje? V bistvu tako je. Jaz itak ne bom nikomur nikoli dajala neke oznake, ki je pač ta oseba noče imeti. Tako da pač pa upoštevamo, da oni to tako uporabljajo. Ampak se tudi probamo pogovarjati velikokrat, mislim, saj jaz pa tudi veliko ljudi poznam, ki se ukvarjajo s tovrstnim raziskovanjem, se probaš pogovarjati, kaj pa je zdaj njihova definicija tega. Torej, dejstvo je, da seksualno delo kot tako je še zmeraj zelo stigmatizirana zadeva v družbi. O njemu zelo najradi preveč odprto govorimo, tudi zelo težko ti poveš, da se s tem delom ukvarjaš. Veliko lažje pa ti recimo rečeš, da se ukvarjaš z neke oblike social media marketingom ali pa karkoli. Lahko so pa tudi čisto drugi razlogi. Sploh nima veze na to, ali se ti identificiraš kot oseba, ki dela seksualno delo, lahko ima veze izključno na to, da pač se ti ne počutiš in svoje delo ne vidiš kot tako, zato ker recimo ena iz oseb vem, da mi je tudi rekla, da to ni seksualno delo, zato ker nimaš živega stika z osebo. In zdaj tukaj pač spet, če poslušam eno definicijo, se s tem totalno strinjam. Zdaj pa, če grem jaz sama, če probamo definirati, kaj je zdaj to stik v živo. Torej, potem je ves digitalni stik, ki ga imamo mi z ljudmi, ja, se to spada pod virtualno resničnost pa vse, ampak apol to ni več stik v živo. Mislim, tukaj se pol odpre veliko polje vprašanja, kaj zdaj ta digitalizacija prinesla tudi pri dojemanju odnosa do drugih ljudi. Torej, ne samo odnosa do sebe, ali se ti definiraš kot kot osebo, ki se ukvarja s seksualnim delom, ampak tudi odnosa pač do drugih, kaj so zdaj te drugi, ali so to samo sledilci, ali so to dejansko stranki, ker tudi ta govor je različen, recimo osebe, ki se ukvarjajo s seksualnim delom, pa se pač zavedajo, da se s tem ukvarjajo, oziroma se tako prezentirajo. Torej, ne da se zavedajo, ampak to je njihova definicija sebe, rečejo, da imajo stranke. Medtem, ko na OnlyFansu velikokrat slišimo ljudi, da rečejo, da imajo sledilce. Torej, že ta razlika je ful velika, ker sledilci ni isto kot stranka. Stranka je nekdo, ki ti je pač tam, ti plača, uporabi neko storitev, gre, recimo, tako če dam neko hlapno, potem, ko sledilci je pa nekdo, ki te stalno spremlja. Torej, če gledamo pri stranki za enkratno dejanje, ki se bo sicer mogoče v prihodnosti ponovilo, je sledilec nekdo, ki te cel čas spremlja in na vsake toliko časa pa pač pol pride v to, da še zakupi ali kakšno tvojo storitev, kakšno tvojo vsebino. A pa se pride tudi do dogovarjanja za fizičen stik preko OnlyFansa? Ja, velikokrat ljudje poskušajo, tudi prosijo, če bi se lahko užival sam. Večina, saj ta dekleta, s katerimi sem jaz govorila, so rekle, da pač ne,
da se v živo ne bodo dobivale, da pač delajo to izključno preko spleta, predvsem zato, ker je pač to zelo priročno. Tudi digitalizacija kot taka ti omogoča, da se ti v bistvu priklopiš od kjerkoli. Naš svet je digitalen. In zdaj, če gledamo to, v bistvu si lahko nekaj vrste digitalni nomad tudi iz tega. Kamorkoli greš, ti rabiš samo internet, ti rabiš elektriko, pa pač neko idejo za vsebino. Ker to je pa v bistvu največji problem, ki ga ima veliko posameznikov, ki se ukvarjajo s seksualnim delom, oziroma niti ne seksualnim delom, ne morem reči kar samo za OnlyFansom, če ne dajem direktne povezave, je to, kakšne vsebine kreirati. Ker ti imaš samo x ideje. Se pravi, ni dovolj samo lepo telo negovano. Ne, ti moraš vsakič nekaj novega. In to je kar v bistvu naporen. Ti moraš vsakič se spomniti nekega scenarija ali pa neke drugačne oblike. Ja, lahko imaš neke specifične poze, ki so značilne samo zate, sem taka poza, ti ne bo na dolgi rok nosila denarja, ali pa nekaj. Kaj pa pol nosi na dolgi rok? Kakšne so to vsebine? Spreminjanje, prilagajanje trendom, nove vsebine, ki so drugačne od prejšnjih. Pač veliko je v bistvu dela, ker to je pa že cele scenarije skoraj treba pisati. Tudi nekatere osebe so meni omenjale, da si prav scenarije pišejo, kaj bojo posnele. Zato, da nimajo istih vsebin. Gledajo tudi druge, kaj bi lahko posnele. Gledajo tudi porniče, kaj bi lahko posnele. Gledajo po internetu, ker pač ti moraš imeti nekaj, kar noben drug nima. Ker če imaš ti nekaj, kar noben drug nima, boš privabil spet en specifičen del sledilcev, ki ni bo nikjer drugje, zato ker to lahko sam pri tebi vidijo. Ti moraš tudi to pravilno skomunicirati. Ker recimo pri digitalizaciji, pri vseh teh vplivih, ki ga imajo na novi mediji, na OnlyFans, na neke druge platforme, je to, kako boš ti to skomuniciral z drugimi. Kje se boš ti pojavljal? Torej, kakšna bo moja komunikacija, ne vem, na Instagramu, kaj moram jaz narediti, da bo pa moj sledilec res kliknul na moj link, mi plačal in pol še dodatno ali se pogovarja z mano ali pa ostal, ker nekaj je, da ti dobiš nekoga na Instagram, kjer je vse zastonj, čez druga zadeva je pa, da ta oseba pa prije na OnlyFans in tam ostane. Ker enkrat če mogoče poplačam, ampak da pa kontinuirano plačuje, moraš veliko delati. In je v bistvu ful veliko tudi mentalnega dela, ne samo komunikacija z uporabnikom, s nekim sledilcem, ampak predvsem ta del kreacije. Ok, če se vrnemo mečka nazaj na klasično prostitucijo, koliko je pa še tega med študentsko populacijo, med mladimi, je tega več, manj? V bistvu, zdaj jaz bi rekla, da se tega vedno več pojavlja. Svetovna ocena je, da je nekje med 3 do 7% študentske populacije tiste, ki se ukvarjajo tudi s seksualnim delom ali z neko obliko komercialne seksualnosti. Torej 3 do 7%, to je kar velika številka. Se pravi, lahko rekli, da je največja populacija prostitutk študentk. Prostitutke, zdaj spet mi tukaj govorimo o dveh različnih pojmih. Prostitucija, zdaj jaz jo dojemam kot izključno eno izmed oblik seksualnega dela. Če že govoriva raje o seksualnem delu, predvsem iz vidika, ker pa ima ful širši kontekst, kaj zdaj to seksualno delo je. V bistvu je tukaj treba, po moje, če prej govorimo točno o tej specifični demografski skupini, najprej se odločati, a mi govorimo zdaj o seksualnem delu ali prostituciji kot neki ozki definiciji, torej samo seks za denar, ali mi govorimo o neki široki definiciji, ker široka definicija je prvič ful različnih oblik seksualnega dela. Torej tukaj govorimo od OnlyFans, torej spletne pornografije kot take, striptisa, telefonskega seksa, erotične masaže, do dominacije, pač take zadeve. Ali mi tukaj govorimo tudi še širše, kar še širše od tega je pa recimo tudi izmenjava neke seksualne storitve v zameno za neko pozicijo, v zameno za, ne vem, lahko tudi oceno tukaj rečem, lahko za nek položaj, za neko zadevo, ki ni nujno materialna. Torej, kako pa se označuje te osebe? Ja, mislim, to v široki definiciji bi to lahko tudi spadalo pod seksualno delo. Zdaj, v ožji pa ne, tukaj pa je problem, ker ljudje vejo ali pa razmišljajo, da to ni seksualno delo, ker če ti seksaš zato, da boš dobil boljšo pozicijo, to pa ja ni seksualno delo, ampak to gre v prid tvojemu delu, ampak v osnovi... To se slučajno zgodi po naključju. To se slučajno zgodi, in tega je tudi veliko, to se veliko dogaja, to se dogaja po celem svetu, samo v Sloveniji. In se pač tukaj nujno treba zavedati, da to v bistvu lahko spada tudi v seksualno delo, ker ti si uporabil neko seksualno svojo storitev, nek odnos s svojim telesom, svoj atribut, v zameno za to, da si dobil ali boljšo pozicijo, boljšo plačo, neko poznanstvo, magar tudi. Zdaj pa, če se tukaj vrnemo na študentsko populacijo.
Jaz, če že bi raje govorila, da je ful velika študentska populacija, da je predvsem velika populacija mladih. Torej, ker študentska populacija je specifična populacija, predvsem zato, ker tukaj govorimo o osebah, ki so v času študija, za časa študija se začele ukvarjati oziroma se ukvarjajo s seksualnim delom, z neko obliko, v ta namen, da si pomagajo ob študiju oziroma da se preživljajo ob študiju. To je ta zelo velika specifika tega, ker tukaj govorimo hkrati o osebah, ki so v nekem tercialnem izobraževanju, torej na visokih šolah, univerzah, fakultetah, višjih, karkoli. Zdaj, tukaj govorimo in o diplomski, magistrski, doktorski ravni, pač v vseh treh ravneh in tudi v akademiji taki, kot ne vem, raziskovalci pa to. Ali pa pač tukaj govorimo o mladih, ki je pa recimo lahko skupina med 18 do, 30 let. To sta zdaj ful velike razlike, ker mladi ni nujno enako, kot tisti, ki študirajo. Pač, ja, večinoma se to povezuje, ampak ne grejo vsi v študij, ne študirajo vsi ali končajo vse študije, zato je pač najprej to dvoje treba ločiti. In zdaj pa, če se zdaj vrnem nazaj na študentsko populacijo, je pač predvsem v Sloveniji, vsaj te pogovori, kar sem jih jaz imela, pa tudi zdaj, ko nadaljujem svojo raziskavo, je to predvsem ravno, kot sem že prej omenila, pogoji študentskega dela, ki so velikokrat slabi, oziroma velikokrat je za študentke in študente na voljo, bodimo realni, večinoma gostinstvo ali pa neke take teže dele, kjer ti nujno ne rasteš. Ja, se pa recimo kontraargument, a pa pri seksualnem delu ali pa neki taki obliki rasteš. Ne, je pa dejstvo, da boš veliko več zaslužil lahko v veliko krajšem času, kot pri navadnem študentskem delu. In tukaj zdaj pač to. In zdaj tukaj se bolj kakor o temu, pač zaslužek je itak eno, je tudi druga zadeva ta odnos do telesa. In tretja zdaj, kako mladi doživljajo vse te stvari. Če je bilo, 90-ih, v začetku 21. stoletja, tako da vse si bil odprt, ampak si vsem delal navadna študentska dela, je zdaj vedno več vse so te joki, if nothing else, I will have an OnlyFans. Pač, če ne drugega, ta diskrepanca je v medijih ful velika. Ja, nič, bom pa naredila OnlyFans in mi bo uspelo, ampak kljub temu, da je v zadju pa ful velik zadev. In zdaj, če še nadaljujem pri študentski populaciji, je tudi ful zanimivo to, moje sogovornice, zaenkrat sem govorila samo z dekleti, govorijo predvsem o tem, da je to nekaj, kar imajo v času študija, kar nočejo, da se izve ven, torej so anonimne, ker internet ti omogoča tudi zelo veliko anonimnost, če se ti za to odločaš. Kaj pa, želijo, da so anonimne, kaj pa med prijatelji, so odprte? Veliko več je o tej odprtosti, veliko več je tudi komunikacije med prijatelji, med nekimi kolegialnimi odnosi, se mi je zareklo, zato ker je lažje se tudi o teh temah pogovarjati, se mi zdi. Te teme so veliko lažje odpirajo danes, kakor so se, 20-30 let nazaj, tudi zato, ker je internet tak, da pridejo kakšni, tudi če ne drugega, škandali ven. Ker mi vedno, vse, kar se dogaja z nekim seksom, vse, kar se dogaja s človeško seksualnostjo, z nekim obnašanjem, bodi si je to seksualno delo, bodi si so to neki seks partiji, bodi si pač karkoli zvezan s seksom, je vedno nek škandal, ker pač naša družba še ni pripravljena na take teme in to je škandalozna tema in karkoli se zgodi, se bo v nekem elementu pač govorilo, nekje in pač se zato tudi veliko lažje pogovarjaš o teh temah. Se pravi, bi lahko rekli, da po eni strani smo veliko bolj odprti, kot smo bili nekoč, ampak stigme so še vedno prisotne. Ja, v bistvu jaz ful rada rečem, stigma je bonton družbe. Pač tako ful lepo kratko, zakaj, ker tako, kot se družba pogovarja in obnaša do določenih tem, tako tudi stigmatizira, ker pač naše obnašanje je velikokrat tudi lahko stigma. Ker ravno skozi naše obnašanje mi vidimo, kdo so tiste osebe na družbenem robu, če povežemo še z imenom podcasta, ki so stigmatizirani, ki se jih ali namara, ali ki se tako vedno govori, o nekih, nekaj še šrtljaja, recimo vse vemo, ampak oben nič ne ve. Tudi teme o seksu so take teme. Vsi bi vse radi izvedeli, kdo je koga po seksu, kdo je komu kaj. Pač to so najbolj popularne teme, velikokrat. Pa še ta zadeva, vsi mislimo, da vemo vse o tem. To je ena izmed takih tem, ki ima skoraj vsak nek opinion. Zdaj, a je pozitiven, a je negativen, to je pač spet stvar posameznika, ampak opinion pa imaš, ker je to neka taka tema, ki se jo da pač ali zdisati, ali se o njej širše pogovarjati in v bistvu to je tudi ful zanimivo. In zdaj, če gremo spet nazaj na stigmo, stigma kot taka
je naš odnos, je pač naš pogovor. In v bistvu, če mi želimo, da bi bilo tem osebam lažje, ki se s tem delom ukvarjajo, recimo, ali pa pač nasplošno, da bi se tudi lažje pogovarjale več, iskale pomoč, ki ni samo na spletu, je to, da moramo mi vsi spreminjati govor. Naš govor je tisti, ki določa, kaj bo stigma. Tudi jaz, ker raziskujem to, recimo jaz imam to famo, da več, ko bom odprto govorila o tem, več, ko bom probala razložiti skozi osnovne koncepte te zadeve, lažje bo to ljudem tudi razumeti. Ker če ti to razumeš samo skozi ali neke rdeče kronike, ali kako se temu reče, ne poznam, medijskega diskurza, ali skozi neke novice tam, kaj je joj. Trgovina z belim blagom. Ja, to, če skočno v temu, to ni vsa percepcija. Ja, to se dogaja in to je grozno in to moramo preganjati. Trgovina z ljudmi ni govora. Ampak moramo se pa zavedati, da obstajajo pa tudi ljudje, ki se pa za to odločajo. Svobodna izbira. Svobodna izbira. In to je najstarejša profesija. Ja, tako se je prav, najstarejša profesija. In zdaj, če mi govorimo zdaj spet o tej svobodni izbiri, to je po mojem tisti element, ki je veliko ljudem čuden. Zakaj bi se pa nekdo za to odločil? Recimo, jaz sem veliko dobila komentarje. Zakaj nas to čudi? Ja, prvič to, zakaj nas to čudi, ne vem, pač to na nas samih, mogoče zato, ker spet to dojemanje telesa, zdaj, telo je moje, ali pa recimo moje skupaj z mojim partnerjem, recimo, da rečemo, da telo ponovadi pripada nam samim, pa če so v neki zakonski zvezi, našemu partnerju na drugi strani, In tukaj pa zdaj v bistvu tvoje telo na voljo drugim v zameno za denar, In to je že tako, ojoj, kaj si pa ti to samo vpliv cerkve, ali tudi morda, ne vem, nekih čist telesnih občutkov, da če se te preveč ljudi dotika, že če nekdo stopi v tvoj prostor, je nekomu lahko zelo neprijetno. Ali je res ta cerkev? Jaz mislim, cerkev je zelo tako, Cerkev je samo ena izmed institucij, ki lahko ponotranji ali pa pač razdaja to, da pač seksualno delo kot tako, pač to ni kul, to so grehi, karkoli. Jaz mislim, da je pač predvsem to, da je družba na določene momente zelo konzervativna, in se o določenih stvarih javno ne govori. Pač to nima veze zdaj, s katero religijo, kako ti veruješ, nič. To je vezan sam pač s tem, na kakšni stopnji je družba pri določenih temah. Torej, kako o določenih temah govorimo. Ker mi ne govorimo negativno samo o ljudeh, ki se ukvarjajo s seksualnim delom. Se recimo veliko negativnosti je tudi ljudi z duševnimi težavami, oziroma o tem tudi ne govorimo. Kaj pa zdaj, če imaš ti duševne težave? Koliko ljudi se recimo odprto pogovarja o duševnosti, In je pač pa ful lahko preslikati. Se bomo v naslednjem podcastu. Ja, no, super, pač recimo, ful je težko, in pa to so vse teme, pa vse veliko, seks je itak ena izmed glavnih tem. Alkoholizem, recimo, za Slovenijo je zelo pomembna tema v bistvu, ker je veliko ljudi še vedno pač zelo stigmatizirano. Stigmatizirano, veliko ljudi radi spije in se reče, pač si malo spil več. Recimo, zakaj se o tem ne govori bolj odprto? Sorry, to nikoli. Da to so vse pač te različne teme, ki pridejo v to polje, da se jih pač napada, in pa ker ne veš, bi še to rekla. Ker ne poznaš nobene osebe dovolj dobro. Ker kdo ti pa res povedal, kako je to biti, in kar se ti srečaš, so pa neki filmi. Kaj vidva v filmih, recimo kakšni hollywoodski filmi, karkoli, kaj veš o prostituciji? Recimo, otroci iz postaje Zoo. Recimo, dober primer knjige, ki je oblikovala naša percepcija o prostituciji, narkomanka, ki pač v zameno za drogo to počne. Pa to je zelo specifičen fenomen v Berlinu. Ampak je pa nekaj tudi dobrih filmov, ki prostitucijo v drugi luči prikazujejo, recimo Belle de Jour, pardoniram za izgovorjavo, ampak morda poznaš, mislim, da je francoski film. Ne, sorry. Že poznaš kakšnega? Ful ne gledam dovolj filmov, večinoma dokumentarce gledam. Problem je, ker jaz preferiram recimo, če že gledamo filme pa to, in general je to, da če ti najlažje je dobre te zadeve pravilno povedati, če ti govoriš dejansko z ljudmi in jih uporabljaš. Recimo tudi pri mojih raziskavah se mi zdi, da bi mi mogli več dajati moči seksualnim delavkam, delavcem, vsem osebam, ki se s tem ukvarjajo in poslušati njihove zgodbe. Ker to, kako kaj oni rabijo. Kaj oni rabijo. Ker kar jaz mislim, da nekdo rab, ni nujno, kar on resnično rabi. Mislim, sej dejstvo je, da rabiš, ne vem, več pogojev za zdravstvo, več pogojev za psihiatra, pogovore, socialno delo, pač lažje povezavo s socialnimi delavkami. To je vse res. Zelo podobno stiskam, ki jih imajo tudi medicinske sestre, ki so preobremenjene z stisko drugih. Veš, kaj me zanima, kako prostitucija je v resnici prepovedana, razen v 15 državah. Kaj kažejo izkušnje teh držav, kjer pač ni prepovedana? Mislim, recimo, zdaj
najprej deva tako. V Sloveniji je prostitucija dekriminalizirana, ni pa legalizirana. Ne? In meni se zdi, da slovenski pač ta model, karkoli bi temu rekli, ni tako slab. Okay. Zdaj, a je ali ni slab, je treba tako vsakega posameznica vprašati, ampak dejstvo je, da ti v osnovi imaš lahko tudi SP. Greš lahko na javno upravo in si narediš SP in to uporabljaš. Legaliziran kot Je tam prav kategorija Ja, neka posebna kategorija in ti si lahko SP seksualnega odpreš. dela. Ja, ampak tega ljudje ne počnejo, vse to počnejo raje na črno, oziroma pač brez neke evidence. Kategorizacije, kaj počnejo. To je spet vidno na spletu. Legalizirane kot taka je erotična masaža, pornografija pa striptiz. Te tri so pri nas legalne in to lahko tudi nekoga zaposliš. Jaz v osnovi se strinjam s tem, da kot prostitucija pa to ni legalizirano iz tega vidika, ker v drugih državah, kjer se je to na ta način zgodilo, se je to pojavilo pač tipo ali specifični bordeli oziroma ti specifični modeli, kjer ti delaš pod nekom drugim. Ne? In to je tudi tisti problem, kaj tudi recimo trgovina z ljudmi se bojuje proti temu, torej da ti delaš za nekoga drugega, to delo in mu pol daješ denara, ne? Sicer pol tukaj se spet pojavlja. OnlyFans Ja, OnlyFans, digitalni pimp, oziroma kaj je zdaj tukaj s tem, ne? Ampak, tako da v bistvu, zdaj, če že gledamo vsako državo, kako je nekje, ne govorijo recimo švedski model, da jim je super. Kakšen pa je? Švedski model se mi zdi, da je tudi legalizacija, ampak je s temi pregledi ali neki taka fora. Nudijo neko varnostno mrežo. Imajo neko varnostno mrežo, ful so odprti. Zdaj, če sem to prav, sicer, ker jih veliko tih pomešam, predvsem zato, ker to so zelo velike specifike. Recimo v Nemčiji so te bordeli, pa so pa recimo rdeče cone, kamor nekdo, ki se ukvarja s seksualnim delom, lahko vstopa, in pa so neke zelene cone, kjer ti lahko vstopaš in deluješ. Recimo Avstrija ima tudi bordele, včasih se je imenoval Welcome, zdaj se malo drugače imenuje. Ja, zdaj se malo drugače imenuje, tam od Trbiža gor. Torej, kako se to imenuje, to bordel ali studio? Ja, to je v bistvu spa za moške, oziroma to je bolj kaj neke vrste modeli in oni imajo tako, da imajo tam zdravstveno licenco, si morajo, pač vsak teden ali mesec se morajo testirati, pa kupijo dnevno licenco, da lahko delajo. Pač osebe, torej v osnovi večinoma prostitutke, si kup dnevno licenco, da je lahko tam notri, pa še moški plačajo, da pridejo ta spa, plus plačajo še osebi, s katero bojo pač koristili storitev. Tako da ful so različne oblike. Recimo pa imamo pa Ameriko, ki pa v bistvu lahko delaš izključno skozi bordele, in če delaš pa kot samostojna, si pa to preganjeno, pa pristaneš v zaporu. Recimo v Ameriki je to ful taka zadeva. Ja, tam so prav te bordeli, v katerih ti moraš delati s tem legals, pa pač under someone. Mislim, prav narejen je cel model. Pa so pa to države, ki totalno prepovedujejo prostitucijo, seksualno delo, kakršnokoli obliko tega, kjer ti ne smeš. Običajno to delo potem veliko bolj plačano. Ja, veliko bolj plačano, ker je veliko bolj riskirano, ampak tudi veliko bolj nevarno, ker mi tam govorimo o tem, da te vsi preganjajo. Potrebe potem pa so po celem svetu, to nima smisla zatiskati oči. Ja, pa recimo, pa so pa še države, se mi zdi, da zdaj pa res ne vem, ali je to na Švedsko vezan ali na eno drugo, ampak kjer so pa stranke tudi preganjene. Torej, ti si pa lahko seksualna delavka, delavc, ampak stranka je pa prepovedano biti, pa so pa še te povezave. Oziroma ne smeš na javnih površinah izvajati teh zadev. Pač fule. In zdaj ni nekega enotnega modela nikjer po svetu, in vsako državo je treba posebej imeti glede na njeno kulturno ozadje, na njeno zgodovinsko ozadje. Na raven njihovih storitev. Ja, na ravni njihovih storitev in v bistvu vrednot družbe, kako se družba spreminja, obnaša. In je treba se zavedati, recimo, mi smo čisto drugačni, kot recimo Berlin ali pa ne vem, London, Pač Slovenija, to je ni tako odprto še. Ja, ampak so še države, ki so še manj odprte, kot mi. Mi smo v bistvu še kar veliko, s tem, da imaš ti to legalno, lahko kot SP, je kar veliko bilo narejenega. Zakaj pa ljudje nimajo SP, je pa druga zgodba. Že previsoke davke? Ne vem. Nimam pojma, ampak po moje res to, da si javno viden, to je zelo velik tak problem. Prej si omenila stranke, pa me zanima, kaj pa kažejo raziskave o strankah, kdo so ljudje, ki koristijo te usluge. Meni je res v spominu ostala ta izjava ene avtorice, ki je napisala, ona je bila profesorica in je za svoj dodatni zaslužek se lotila pač prostitucije in je napisala, da
imela v resničnem življenju veliko več slabih zmenkov, kot pa takrat, ko je pač v zameno za zmenke, za seksualnost dobivala denar. Kaj ti misliš? To je res? Mislim, o strankah v osnovi ni veliko raziskav narejenih. To je še nekaj, kar je treba delati v prihodnosti, predvsem je bilo zdaj veliko narejenih na strani seksualnih delavk, delavcev. Tukaj pa vse, od tistih, ki iščejo neko storitev zato, ker ali bodisi ne dobijo nekega seksualnega odnosa, seksa, karkoli, do tistih, ki pač to iščejo, ker si želijo še nekoga, bodisi poleg svojega zakona, ali pa pač samo tako, ker jim je to užitek, ker jim je to fetiš, ne. Ker recimo zanimivo je to, da vsaj seksualne delavke velikokrat govorijo o tem, da veliko strank, ki pride k njim, se kdaj tudi samo pogovarja. Torej, da odnosi niso izključno seksualne narave, ampak je na koncu to, da pridejo in se po 2-3 ure pogovarjajo z njimi. In jim tudi plačajo za to, ne. Tako da v bistvu tukaj bolj kot temu, kdo so to so pač ljudje, ki iščejo to storitev. Ja, lahko bi dali neke opazke, sam ne moramo brez nekih podatkov ali pa vsaj osnovnih raziskav. Ni to toliko raziskano to. Ne, to področje je ful isto stigmatizirano, kakor pač področje samega seksualnega dela, ne. Ker pač zdaj pa tukaj je treba pa vedeti to, da je treba najti ljudi, ki bodo odprto govorili o tem, da uporabljajo tovrstne storitve, ne. In če ti uporabljaš tovrstne storitve, ti tudi dobivaš neko stigmo, ne. Ker stigma nikoli ni vezana samo na osebe, ki so jo deležne, torej ne vem, v tem primeru seksualne delavke ali pa delavce, ampak je vezana tudi na ljudi, ki so z njimi povezani, ne. In torej veliko, če bi nekdo rekel, ja, jaz pa redno uporabljam redno hodim k prostitutki, ne, bi bilo tudi zaznamovano, ne, lahko zaznamovano. In je tudi govor o tem zelo tiho, ne, zelo težko nekdo reče. A se ti zdi, da je res to, da se nismo kot družba tukaj že sprostili? Mislim, kot družba, po eni strani smo se ful sprostili, ampak to predvsem na internetu, ne, ker internet spet, ta anonimnost, to vse, da je to možnost, da pač ti se lažje sprostiš, poveš svoje fetiše, svoje želje, svoje težave, karkoli. Ampak na drugi strani, zdaj pa, če govorimo tako v javnem prostoru, se mi pa zdi, da se vedno bolj umikamo eno od drugega in vedno težji, kdaj govorimo o takih stvarih, ker je prvič zaupanje, komu ti resnično zaupaš, ne, ker nekaj je odprto govoriti med mladimi o seksu, ker je to kot neka taka tema, ampak dejansko, recimo, če dava primer, da si ti neka oseba na položaju, a si ti upaš odprto govoriti o teh zadevah? Ali pa, a si ti upaš odprto reči, da bi pa rad probal to storitev? In kaj bojo zdaj drugi okoli tebe rekli? Pa je lahko nič tako, govorimo čisto simpli, ne vem, probaj ti enkrat reči med svojimi kolegicami, tiste, ki ne vejo, da si, ne vem, delala z mano intervju, pa reči, bi šla pa enkrat k žigolu. Recimo, kaj pa imaš? Kakšna bo reakcija? Ti imaš moža doma, recimo, kakšna bo zdaj reakcija, da ti reče, bi šla pa k žigolu. Mislim, ko bo tako, zakaj? Smejali bi se verjetno. Smejali, pač, a veš, odnos bi bil čisto tako, kaj? Mislim, ampak prej smo govorili, preden smo začeli snemati o sugar daddyjih in o dekledah, ki iščejo odprto sugar daddyje. Te moški in ta dekleta odprto govorijo o temu. Ja, mislim, odprto, dekleta, mislim, zdaj spet kaj je zdaj ta moški ne hvalijo s tem. Če že, bi jaz rekel, da se oni hvalijo med svojimi kolegi. Ne, to ni nekaj, kar boš ti odprto rekel ali svoji ženi, partnerki ali nekim kolegicam. Če že je to nekaj, to ne, ampak v družbi pred kolegi pa... To bi znalo biti, ampak to spet, I was not there, I don't know. Kako se sploh ta koncept umešča v seksualno delo, ker je vedno bolj popularen? Vedno bolj je popularen, tako je. Eni ga umeščajo v seksualno delo, predvsem iz tega vidika, ker ti izvajaš lahko tudi neke seksualne storitve. Problem pri tem izrazu je samo to, da sugar dating oziroma sugar baby, sugar daddy v osnovi ni izključno seksa, ne. Se gre tudi za neke odnose, da imaš ti neko mlado, lepo osebo, ponovadi so punce ali v procesu izobraževanja ali pač so že končali izobraževanje in karkoli. In na drugi strani nekega moškega na neki močnejši poziciji, ki si to lahko privošči, ne. In je ful tako, kaj zdaj, a to je seksualno delo, ali je to samo pač nek odnos z možnostjo neke finančne kompenzacije. Gre torej res samo za druženje v teh primerih? Ne gre, mislim, gre za ful stvari, ne, lahko gre za druženje, lahko gre za spremstvo, lahko gre tudi za seks, lahko gre za pogovore, pač to je ful spet široko področje, ne, ker ga je treba tudi kot tako jemati, ker to je spet poseben družben fenomen, ne, ker to je v bistvu neke vrste medicin, če mi tako gledamo, a ne, kakor so bili včasih, a ne, nek
moški, ki vzame, ali pa ženska, se so tudi ženske, da ne bomo govorili samo o moški populaciji, ki vzame neko drugo osebo pod svoje pokroviteljstvo, ki je lahko tudi seksualne narave. A ne? In tako da eni dajejo to pod sex work, drugi pa ne. In zdaj spet, koliko je široka definicija. Ne? Se mi zdi, da oboje je lahko. Prej sem imela žigolo, pa me zanima, je res v Ljubljani mini šola za žigole obstaja? V Ljubljani, to vem, da v Sloveniji so ljudje, ki se učijo, kako biti žigolo. Zato, ker so bili, par ljudi je bilo žigolov, tudi v preteklosti, tudi zdaj so. Na osnovi gre to velikokrat za kakšne mlajše fante, ki se probajo učiti, kako biti, kako imeti te storitve za Ženske. ženske, Kaj je predvsem tisto, za kar ženske. ženske iščejo? Kaj iščejo odnos, a ne, nek specifičen odnos. Če govorimo zdaj specifično o razliki med recimo žensko prostitucijo kot tako, ali pa žensko eskort spremljevalko, ali pa žigolom, a ne, se v osnovi je to dosti podobna pozicija, ampak razlika je pa v odnosu, a ne. Če gledamo klasično prostitucijo kot tako, se gre večinoma samo za seks, a ne, oziroma za neke vrste seks, neke vrste seksualni odnos. Če gremo pri žigolju, se gre pa za celotno storitev odnosa, a ne, torej od tega, da greš na večerjo, da se z osebo pogovarjaš, se z njo ukvarjaš, do pač tudi seksa oziroma pač nekega odnosa, ki ga popelješ na višjo raven, ne samo na neko momentalno 2 uri. Okej, Živa, mislim, da sva zaključili. Hvala za vse tvoje misli, razmišljanja. Želim ti veliko uspehov pri nadaljnjem raziskovanju, da boš stopila v stik s čim več ljudmi in naredila tudi nenazadnje pač to družbo bolj odprto in svobodomiselno s tem. Hvala. Hvala vam za poslušanje.